Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo vsebino, en manjši update vezano na bootcamp, kjer bodo udeleženci spoznali osnove investiranja in še kaj. Termin 30. januar je že zapolnjen in zaprt. Za vse, ki bi se radi udeležili novega bootcampa, boste imeli priložnost 27. marca, torej v živo na ekonomski fakulteti. Kot rečeno, spoznali bomo osnove investiranja, kako izbrati brokerja, kako postaviti varčevalne cilje, oblikovati portfelje, poskrbeti za avtomatizirana vplačila, poskrbeti za davke in tako dalje. Delavnica je primerna za začetnike in za tiste, ki bi radi osvežili svoje znanje. Poleg te delavnice v živo, torej bootcampa, pa vsi udeleženci dobijo tudi spletno delavnico investiranje za začetnike Do It Yourself. Ok, gremo zdaj na vsebino. Pogovarjali se bomo o borznih posrednikih. Vse večja je ponudba na trgu, ki predvsem iz tujine, ki seveda disruptira tudi ta trg. Moj današnji gost je v bistvu človek, če lahko tako rečem, ki je v panogi že skoraj je že 30 let. Začel je kot borzni posrednik, potem je šel v DZU-jevske vode, se pravi, je bil tudi med drugim predsednik uprave Infonda oziroma Sava Infond danes. Danes je pa član uprave borzno-posredniške hiše Ilirike, Matjaž Lorenčič. Zdravo, Matjaž. Mi da se bova tikala, ker se poznava že zelo dolg čas, a ne? Ja, Marja, lepo zdrav, hvala za povabilo, tako da veselim se in v bistvu kar z vprašanji, kar začni, tako da upam, da vam bom postregel z dovolj kvalitetnimi informacijami, tako da prosim. Skoraj zagotovo, glede na izkušnje, rekel si, da 15. maja praznuješ 30 let v bistvu poslovanja, delovanja v finančni panogi. To je ena taka zelo lepa obletnica, če lahko temu tako rečem, ne? Ja, bom tako rekel, seveda, ko se malo nazaj pogledam, pa tudi moje sive lase, v bistvu malo vidim, imam en pregled nad trgom, ne bom rekel, da sem bil med pionirji, sem sodeloval v tem pionirskem obdobju, še ko je borza bila hibridnem načinu, ko je bil trgovalni sistem, ko je bila cela zadeva še tudi en dan na teden prezentna na floru, tako da preko telefonov stranke, prenašanje fizično, ni še bilo kar ideja, delnice smo prenašali v škatlah, in tako si je razmenjevali, malo uradno, malo v kakšnem lokalu, malo na Trojanah, ampak dobro, nekako je to vse funkcioniralo, tako da ja, potem pa seveda sam razvoj naprej, tako da seveda odpiranje trga, rečemo svetovnemu trgu kapitala, potem DZU-jevski zadeve, kot so bile malo privatizacija, ampak predvsem bolj vzajemni skladi, v bistvu z tekočim denarjem, eni dve krizi vmes, pa tretja kriza, zdaj pa sem spet po zadnji 4 leta v primarnem okolju, to pomeni borznega posredništva, kjer se v bistvu vse začne, pa marsikaj konča, tako da. Ja. To je tak en majhen pregled tega. No, zdaj se je zelo lepo v bistvu opisal, kako se je sam trg spreminjal, kako se je v bistvu tudi konec koncev dogajala ta pospešena demokratizacija financ, ki konec koncev tudi postregla s tem, da danes lahko mali vlagatelji dostopajo konec koncev do samega trga. Ko se jaz spomnim, ko sem jaz začela pred 20 leti, to ni bilo tako enostavno, da sem ležala na kavču in samo malo poklikala in že kupila bodi si ETF, bodi si kakšno delnico. Danes pa to dejansko lahko počnemo. Pa daj mogoče ti povej, kako si ti doživljal to demokratizacijo, ki se je dogajala v zadnjih letih. Bom tako rekel, v bistvu sem kar fan, rečemo neke tehnologije, v bistvu dejansko sem bil tudi nekako v sami zadevi promotor tega, da se inovacije oziroma tehnologija, digitalizacija pospešeno uvaja v, rečemo, ta finančni sektor. Ravno dostop, zakaj pa smo, v bistvu se vedno moraš vprašati, zakaj si borzni posrednik, v bistvu, da nudi storitev stranki.
to pomeni stranki se moraš približati, to pomeni stranka mora biti enostaven, pregleden, transparenten, pa rečemo tudi na koncu stroškovno učinkovit način, da normalno, da bo takrat bo posegala po tvojih produktih, storitvah. Tako da cela zadeva, ja, seveda, bom rekel, tega prezentnega trgovanja, pa klicanja telefonov, pa ne smemo pozabiti faksov, pa naročil, pa če so bili 2 dni na tisti faks na soncu ležal, je zbledelo naročilo, pa pisanje knjig, naročil na roke, pa zaključnic, ja, bom rekel, seveda, vse v bistvu se danes nič ni spremenilo, vendar mogoče lahko v eni minuti se sprocesira nekaj 1000 zadev. Takrat si pa lahko sprocesira samo eno naročilo, to je bila v bistvu količina. In drugo, kar je, bom rekel, ta online platforme, video identifikacija, dostopnost trgov, ki so, bom rekel, danes bi dejansko en trg kapitala je postal en globalna vas, kjer ni problem kupiti delnice na Japonskem oziroma tudi kjerkoli, na vsaki kotiček, ker pač je borza, neka članica mednarodnih borz oziroma združene borz in pa da imajo neko normalno infrastrukturo spostavljeno. Tako da ja, v bistvu trg je postal, kapital je res postal v bistvu globalna vas, in se tudi hitreje nagrajuje in kaznuje, tako da pomeni pretok informacij in nagrajevanje je zdaj bliskovito hitro, kar tudi vpliva na neko volatilnost. Zdaj, če gremo zelo nazaj, včasih so pač informacije plule z ladjami in seveda, če je prišlo do kakšne krize, preden se to razvedelo, to so tudi tedni minevali. Tako da danes je ta informacija toliko je instantna, vendar na drugi strani pa ravno povzroča pa težave pogosto vlagateljem, ker preveč informacij, preveč absorpcije, to pomeni hitro zamegli racionalni del in v ospredje pridejo te emocije in emotivno ravnanje vlagateljev, impulzivno in doskrat naredijo kakšno škodo na portfelju. Pa dobro, to je bilo tudi včasih tako, ne moramo reči, da je zdaj to nekaj novega. Tudi včasih se dogajale iste stvari, samo mogoče ne tako hitro, kot se danes zgodijo. Ja, to je res. Vse pa izhaja iz ene tiste osnovne primernosti stranke ali njenega odnosa do tveganja, ali se v bistvu nekako, ko se odloči, ki vstopa, ko preden vstopiš na kapitalski trg, pa se vpraša, določeni naložbeni razred nosi statistično gledano neko potencialno verjetnost, da boš izgubil 20-30%, se vprašaj se, to pomeni, kako bom odreagiral, če bom 20 ali 30% tečaj pade, bi mogel v tistem trenutku jaz likvidirati pozicijo in v bistvu realizirati izgubo. Kaj mi to pomeni? V bistvu, nihče ni vesel, to prvo, ampak drugo ključno vprašanje, ali to spremeni tvoj ekonomski status, ali to zaradi tega se ne morejo več otroci šolati ali karkoli, to pomeni, da si naredijo neki masakr na svojih financah. Če delaš, ko si to odgovoriš in če temu vložen denar primeren tveganju in pa možni izgubi in je to v nekem ravnovesju, si tudi stranka umirjena in nekako tudi lažje krize morda bolj racionalno odvela, kot pa in ni tega impulzivnega ravnanja, ko potem strah prevlada in potem so ponavadi bolj slabe odločitve. Tako da, prosim. Prej si omenjal, da je bilo včasih praksa, da so stranke oddajale naročilo preko telefonskega klica. Ne boš verjel, nedolgo nazaj, ko sem se pogovarjala z enim brokerjem, ki pač je na banki, bančni broker, je tudi rekel, da je to še vedno eno priljubljen način oddajanja naročil. Koliko pa je recimo teh primerov pri vas? Predstavljam si, da še vedno so neke te starejše stranke, ki tako oddajajo. Poglejte, v borzno-posredniški hiši Ilirika nekako ohranjamo ta hibridni model. To pomeni, Ilirika je bila med pionirji v bistvu uvajanja online, na drugi strani pa še vedno smo dostopni strankam na klasični način. Imamo del populacije, to pomeni, to niso stranke, ki so
daily traderji, ne, pač želi občasno malo preveriti svoje stanje, pogleda, se ima kakšne dividende reinvestirati ali pa še kakšen denar, ali pa na koncu kaj prodati, pač ker rabi neka denarna sredstva za kaj drugega. Tako da in naredi v bistvu na klasični način odda naročilo. Je to, bom rekel, je to v delu populacije, nič ni narobe, ne, sej morda eni imajo neke strahove, eni ne želijo imeti vse preveč na telefonih in na računalnikih. Zakaj ne? Treba to spoštovati. Koliko je recimo teh? Koliko procentualno? Bom tako rekel, v tega rečemo tradicionalnega, rečemo, ali pa rečemo starega načina je nekje 20, 25-30%, to odvisno. Wow, to še zmeraj kar veliko. Ja, še vedno je. Seveda govorimo vse nove stranke, bom tako rekel, stranke, poglejte, vse zdaj ne bom, globalno gledam v Sloveniji, če že vidimo, koliko strank se obada, mislim, za vrednostnimi papirji, če tako pogledamo, da je nekje slabih 100,000 računov odprtih na KDD-u, ker to ni dobena skrivnost, ne. Tukaj še nekako malo dodamo, nekde, to so samo seveda računi. To so stranke, ki imajo slovenske delnice, seveda so stranke, ki imajo samo tuje in nimajo dobenih slovenskih, pa če še dodamo vse te neobanke in pa rečemo online brokerje po svetu, lahko danes govorimo približno o okoli slabih 200,000 računih, ne. To pomeni, ja, bom rekel tukaj zagovorim, in to je nekje 10% populacije in pa rečemo danes govorimo okoli 20% aktivne populacije, tako da, ja, doskrat, ko slišim, da slovenski trg ni razvit, jaz pravim, da je, ne, te številke, ki so primerljive z nekimi evropskimi številkami, to pomeni, koliko strank ima neko premoženje v vrednosti papirjih, ne. Še zmeraj je to relativno majhen odstotek, ne? Ja, pri nas odstotek je že kar primerljiv, mogoče se tukaj govorimo o povprečnih zneskih, ne, potem seveda tukaj so scale, so tukaj v tujini toliko večji, vendar spet moramo malo stopiti korak nazaj, pa pogledati malo širšo sliko, pač tukaj v Sloveniji in na tem okolju, v tem območju, mislim, v tej regiji nekako je stanovanje ali kot bi rekli cigl še vedno ena mantra, ne, sej moramo razumeti seveda, če si ti neke eksistenčne zadeve urediš, mogoče tudi lažje investiraš, pač ne, bom rekel, tega lastniških nepremičnin je neprimerno več, kot je v Evropi v povprečju, ne, seveda na drugi strani tam imaš najemen. Seveda, na drugi strani pa ljudje morajo za svojo, rečemo, neko starost ali pa rečemo neko prihodnost pač malo poskrbeti in zato toliko več investirajo v vrednostne papirje. Tu pa pri nas prvo pač gremo preko kvadratnega metra, pa potem gremo v delnice. Tako da malo imamo drugače zastavljeno, imamo to mogoče malo zgodovinsko pogojeno, malo z mentaliteto. Rekel, niti ni tako grozno, no. Včasih mogoče pretiravamo in preveč slabo kažemo, koliko je ta trg nerazvit ali pa so ljudje finančno nepodočeni. Jaz moram reči, ljudje približno že dobro vedo, ne, kaj želijo. Ne. Vedno boljša je ta struktura izobrazbe in ja, nisem toliko pesimističen. Še vedno pa je precej prostora za izobraževanje. Ne. Tako, najverjetneje to za svojimi poslušalci, gledalci imaš mogoče več kontakta, ne, ampak ja. A ti lahko povem, kaj se mi je danes zgodilo? Bila sem v slaščičarni in je pristopil en mladenič do mene, ki ga zdaj zelo lepo pozdravljam in poslušam Moneyhow namreč, in je povedal, da je tudi zasluga Moneyhow, da je pač sam začel investirati in pokazal mi je trgovalni račun, koliko je ustvaril donosa v lanskem letu. Čestitam. No, vidiš, to je taka lepa zgodba. Je. Dej, a lahko sem neki? Ja, prosim. Zdaj si ti rekel, na klirinško-depotni družbi KDD-ju je približno 100,000 teh trgovalnih računov. Mogoče bo me kdo popravil, ampak tu taka groba številka bo držala. Potem sem jaz preverjala, pač na Trade Republicu brokerju tega ne razkrivajo, medtem ko na Revolutu, ki je pač neobanka, ki ponuja hkrati tudi trgovanje, so pa rekli, da imajo 180,000 računov
da so odprli Slovenci, posamezniki in 4300 poslovnih strank. Zdaj to ne pomeni, da vsi trgujejo, nekateri uporabljajo Revolut zgolj kot samo banko, nekateri pa tudi trgujejo oziroma kupujejo neke naložbe. Ja, bom rekel, marsikdo, ki ima tam, rečemo Revolut, prvo malo za hec, malo imaš tale refer programe, pa prijatelja povabi, pa si malo prenakaže, pa malo vidi, da to dela, pa potem gre pod spore meni, pa vidi, da lahko celo neke delnice kupi, pa proba malo, pa veš, misli se, bom rekel, da ne smemo pozabiti še nekih drugih konkurentov, ki so na tej strani Atlantika in na oni strani Atlantika, tako da kakorkoli, ljudje imajo počasi izkušnje in vedo, tako da ni čisto, bom tako rekel, Dajte še mečkaj izovem. Zdaj omenil si, da je pomembno stroškovna učinkovitost, tega se definitivno poslušalci Moneyhub zavedajo. In zdaj na tem trgu prihajajo številni brokerji, neobrokerji in hkrati tudi neobanke, ki ponujajo storitev trgovanja. Ena izmed zadnjih, ki je ponudila storitev trgovanja, je bila N26. Se pravi Revolut, N26, Trade Republic. Številni uporabljajo od teh, ki poslušajo Moneyhub, Interactive Brokers. Se pravi, konkurence je kar precej. Kako recimo vi to konkurenco občutite in ali meniš, da poleg se pravi Ilirike uporabljajo vaše stranke tudi druge račune, mogoče pri vas kupujejo slovenske delnice, medtem ko ETF-e pa kupujejo, ker je cenovno bolj ugodno to kupovati preko tujih brokerjev, kot pa pri vas? Ja, bom tako rekel, ta konkurenca vsekakor je dobrodošla, tudi nas žene to, da se razvijamo, da smo boljši, seveda vemo, pomembnost vpliva samega tega stroška trgovanja. Da moramo malenkost tukaj ločiti, v bistvu prvo, kar je, mi smo tukaj fizično prisotni. Prvo, kar je, bom tako rekel, ko se kaj zalomi z fursom, mi imamo podatke, stranke lahko postrežemo in bolj ali manj, če vse normalno. Moramo povedati, da ta storitev tudi stane, ni zastonj. Bom tako rekel, ampak stranka dobi podatke, ti so brezplačni podatki. Eno je priprava in oddaja, drugo pa ima dostop do podatkov, ki so pa strukturirani. Bom tako rekel, to so ene take majhne zadeve. Bom rekel, drugo, kar je, da ne bom zdaj vseh tujih konkurentov se dajo v isti koš, ampak prihaja do razlike. Ali ti, ko odpreš v tujini račun, dovoliš brokerju, da tvoje papirje posoja, ali ne, to je razlika. Ko jih posoja, je že tveganje, seveda je majhno, vendar obstaja tveganje. To pomeni, pač ni zastonj kosila nikjer, mislim, v tej zgodbi, tako da. Ampak bom tako rekel, nekomu, ki nekje manjše zneske vrti, seveda zdaj ne bom se tukaj spuščal, nekomu je, vsaka evro je spoštovanje do vsakega evra, ampak razlika, ali ti vrtiš 500 evrov, pa si malo igraš za papir, pa kupiš malo pelentirja gor, pelentirja dol, pa rečemo nekaj cikino, če pa ti nekako permanent ali pa to imaš nekaj malo bolj substančni znesek, ga malo vrčuješ v delnicah in nisi daily trader, pa potem ti variabilni stroški, ki jih ni, ker nisi daily trader, smo potem tukaj. In za nekaj, bom rekel, za nekaj 10 evrov na leto razlike se stranke precej boljše počutijo z brokerjem, ker ga lahko pokličejo, nekdo telefonsko dvigne, ne rabi se za mailom mučiti, nima samo customer supporta oziroma nekega AI na drugi strani, ki ti daje neke generične odgovore. So še ene take zadeve, ki bom tako rekel, pogledajte, ne rad govorim, pa skoraj ne, ampak mislim, da bom prvi zdaj v javnosti govoril, življenje ni večno. Kako se zakomplicira življenje, ko ima nekdo nekje preko Atlantika pri enem borznem posredniku neke vrednostne papirje in pač umre. Kako svojci prvo sploh vedo, kako bojo uredili, seveda potem, ko izvedo, kako postopek dedovanja, ali se morajo odvetnike najemati, ali je to. Pri evropskih je to malo boljše, je to malo lažje, malo boljše urejeno, ampak tam se precej zakomplicira zadeva. No, se pa ko Atlantika...
Samo mogoče, da ti uskočam, se upravičujem, preko Atlantika itak Slovenci ne moramo imeti odprtega brokerskega računa. Če pa recimo imaš odprt Interactive Brokers, pa itak določiš človeka, ki pač je pooblaščen za to, da lahko dostopa do tvojih. To je ena stvar, ki te konstantno opozarja, tako da... Rešuje ravno to dedovanje na tak način. Vem, da se pa lahko ne vem, nimam izkušnje, še mi tega ni povedal, pač so take malo bolj stvari intimne in se nikoli ne pogovarjaš. Nimam prakse oziroma izkušnje iz teh, ko se stvari malenkost ravno na tej točki zakomplicirajo. Tako da je to. Drugo, kar pa je seveda, pogled, to je pač še enkrat, bo rekel, tale fizična prezentnost, bližina. Finance so stvar zaupanja. Bom rekel, tukaj se vse začne in vse konča, seveda stroški so pomembni, ampak bom rekel, zaupanje in pa ta bližina, dostopnost je pri določenih strankah ključna. Zdaj, recimo, ko sem te vprašala za te nemške neobanke, slišim pa, da je tudi nekak interes strani nekaterih slovenskih bank, da bi znotraj svojih aplikacij omogočale to vrstno trgovanje, kot recimo ponuja katerikoli drug broker. Kako pa misliš, da bi to vplivalo na klasične brokerje? Pa vse v eni tej obliki že, v tej obliki. Ampak bom rekel, to ponujajo v bistvu, banka pač ponuja, kaj je cilj banke? Cilj banke je, da svojemu komitentu proda čim več svojih storitev. To pomeni, vodenje transakcijskega računa je tista osnova, potem pa se začne z prvo kartico, drugo kartico, pa kreditno kartico, pa z stanovanjskim kreditom, pa dodali še bomo turistično zavarovanje, pa nezgodno zavarovanje, potem še pa ponudiš vrednostne papirje in teh vrednostne papirje. In to je v bistvu ta, bom rekel, za banko je dobra stranka, če ima tam nekaj 5 produktov pri njej odprtih. To je cilj. Tako da, ampak pomeni, da samo za komitente stranke, vse banke tega ne počnejo. V bistvu, tudi če počnete to dve največji banki, je še to v dobrih 60-70%, 30% trga slovenskega je še vedno prostega. Tako da. Zdaj, ko praviš, da pač banke želijo ponuditi vse, kar je v njihovi paleti, pač stranki podobno počnejo tudi brokerji, se moramo vedeti, da tudi pač poskušaš stranko animirati oziroma jo pripraviti do tega, ali da kupuje, prodaja ali kakorkoli. Ne, poglejte, to normalno, borzni posrednik ne smeje spodbujati na kupo in prodaji. Se ne spodbujaš direktno, organiziraš lahko kakšen recimo webinar. Ampak webinar še ne pomeni, v bistvu, bom tako rekel, vse ti, kar sem opazoval, kar je bilo ponujenega, nikoli ni bilo nekako z spodbojevanjem nakupa, ampak približati materijo strankam, ki se pač bi rade dodatno izobrazile. Kaj zvem, naprimer, so bili tudi na zadnje v bistvu webinari na temo zakladnih minic. Je bilo potrebno to narediti. Zakaj? Ker bili smo po dragi od leta 2016, smo bili v obdobju negativnih ali pa nične obrestne mere. V bistvu za 6-7 let smo zbrisali dolžniške vrednostne papirje, ker kaj bo stranka razlagal o vrednostnem papirju, katerega donos je nič. Tako da je bilo potrebno neki refresh narediti, to pomeni za potrebe, kaj je zakladna menica, kdo jo izdaja, kako se piše in tako naprej. Ali pa ljudske obveznice so bile ena taka pred enim letom. Prvi smo se državljani srečali spet za eno public. Vse, kar se izdaja, se izdaja bolj ali manj za profesionalne stranke ali pa v manjšem zaprti krog, kar pomeni, da je poenostavljena izdaja in kar seveda to pomeni, da so kupci naprej znani in je prospekt enostavnejši in postopek enostavnejši, ampak dejansko to, kar je bilo javnega, je bilo po XX letih.
Vse drugače, kar se tiče recimo, kakšne trike uporabljajo brokerji za to, da nekako aktivirajo vlagatelje, smo naredili tudi posebno epizodo s Tonijem Jukičem, on je bil zaposlen na Saksoju, tako da nam je razkril tiste trike, ampak v redu. A lahko greva mogoče midva v sen, ker se pogovarjava zdaj o stroških, ne? Zdaj, ko mi pogledamo cenik recimo na kakšnem Trade Republicu ali pa Revolutu, ali pa konec koncev Interactive Brokers, nekako kot mali vlagatelj pridemo lepo čez, ne. Ko pa pogledamo cenik recimo kakšnega slovenskega brokerja, recimo Ilirike, konec koncev tudi BKS, se mi zdi, da je potrebno kar malo veliko časa, da preštudiraš ta cenik, no. In je v bistvu na nek način tudi turn off, ne, za nekatere vlagatelje. Se strinjam za to kritiko. V bistvu, cenik je pač normalno mora vsebovati vse elemente, ki pač borzna posredniška hiša dela, ne. Bom tako rekel, dovolj bi bilo odpiranje, vodenje in pa transakcija, to pomeni neki na one pager, ne, bi bil, kar pomeni 90 ali 95% strank je, ne. Vse tega, to je na prvih straneh, ostalo je pa potem precej bolj zakomplicirano in pa oziroma za storitve, ki niso v bistvu najbolj običajne, se tega največ, ne. Drugo, kar je, da ceniki slovenskih je pač, ker razkrivajo tudi vse zunanje partnerje, ker bom rekel, doben slovenski broker ni član, rečemo, njujorške borze ali pa nemške borze, to pomeni, da se transakcije v tujini izvedejo preko zunanjega partnerja, ne, se še to mora in tako počasi nastane morda malenkost neposredno. Moram pa nekaj povedati, no, da pa se da pri nas imamo, ne samo v naši hiši, da je stranka pred transakcijo seznanja, to pomeni pred trade dobi breakdown vseh stroškov, to pomeni seznanjene, koliko je okvirno jo bo stala tale transakcija. To pomeni, ni tukaj, da stranka ne bi imela transparentne informacije, koliko bo transakcija stala. No, se to tudi omogočajo drugi brokerji, pač da biš natančen pregled nad stroški, tako da. Eno drugo vprašanje bi me zanima, a pa obstaja tukaj prostor, zdaj, ko se primerjate z pač digitalnimi brokerji, a je tukaj prostor za zniževanje teh provizij? Recimo za slovenske delnice en tuji broker pač ponuja po pač nakup oziroma transakcijo €1, medtem ko pa gremo preračunavati pri slovenskih brokerjih, pa to, kar pride precej višja cena. Vem, poznam za tega, ki ponuja za €1, ne. Ampak se kdaj opazovala pri tem brokerju, koliko po kateri ceni je bila prodana. Ne samo pri teh brokerjih, tudi pri naših brokerjih prihaja do razlike med nakupno in prodajno. Sem tudi opazila, sem gledala enkrat prav zaradi kritike, ki smo jo dobili, da pač je ful velika razlika, sem šla potem tudi naše brokerje gledati in sem tudi videla, da je razlika. Odvisno seveda, kdaj kupaš, ne? Ne, moramo vse v isto časovno točko postaviti, ne. Ja. Ampak to pomeni, če bi danes, rečemo na nekem papirju, ki je srednje trgovan in je spread že na borzi, ljubljanski borzi med bidom in eskom procent, ne, to pomeni, če danes, zdaj v tem trenutku stranka želi kupiti, pa pač bo mogla ali se nastavi, da limitirano naročilo, ali ga pa zapre, ne, navzgor, ne. Normalno, če je to, ampak pri teh tujih brokerjih, ne, ko pa za €1 transakcijo naredijo, je pa še ta cena malenkost višja. Ne, to je potrebno opazovati, ne, tako da tukaj prihaja hitro do procenta ali več. Jaz sem se malo igral, ne bom rekel, da vsak dan to analiziram, ampak bom rekel, prihajalo je od procenta in navzgor razlike od trenutnega možnega nakupa, ko bi jaz lahko danes zaprl na ljubljanski borzi in pa na tradu, ki je bil tam narejen. Ja, tudi jaz sem se igrala, pa sem tudi prišla do teh razlik. Ne samo pri tujem brokerju, tudi pri domačem. Ne, pri domačem pa skoraj ne moram verjeti. No. Mislim, če je on član ljubljanske borze, bo stranka dobila po tistem trenutku, koliko je ponudba,
poceni ponudbe, kot je najboljša ponudba. Ne. Tako da tukaj prihaja, pogled, tukaj ti brokeri seveda potem tudi ponujajo fraktale, ne. To pomeni, da lahko kupiš delček, ne, seveda. Ne, to pomeni, da oni kupujejo, oni imajo lastno zalogo in iz lastne zaloge se kaj odproda. Ne. Tako da ta del je malenkost bolj je kompleksni, pač ker se ve, da lahko kupiš 0,5 krke, ne. Mislim, ampak ko bom rekel, če bi pa ko kupuješ za 1000 evrov ali pa 500 evrov, bom rekel, je to celo stroškovno še zanimivo. Ne, najverjetneje pa za 100 000 evrov pa ne boš kupil, ker da boš 1% ali pa dobro procent premije plačal, pa tudi če je potem brokerska provizija 1 evro, 1% nikjer ne boš v Sloveniji mogel plačati, tudi če se potrudiš. Ne. Takih provizij pa tudi ni. Ne. Provizije v Sloveniji rečemo, da saj, če pogledamo, bom rekel, overall za vsem, bom rekel, tam med 0,4 in 0,5, no, bom rekel, so. Seveda, zdaj, če so volumni večji, pa trade odvisno, ampak tukaj se začne, ne. Tako da, kot bom rekel, za majhne zneske včasih to postaja lukrativno, 1% pa tistega procenta seveda v tečaju niti ne zaznaš in ne vidiš, če bi pa to kupoval, rečemo, znesek 100 000 evrov, pa je mislim, da je tam precej dražji nakup. A tle moramo še povedati, da recimo slovenski brokeri zaračunavajo potem še druge stroške, kot so stroški, ne vem, hranjenja in ne vem, katere stroške vse zaračunavajo. Tako da tudi to se konec koncev pozna potem na večjih zneskih, se predstavljam. Ja, ampak tako bom rekel, safekeepingi so, to pomeni ta hramba, ni samo posledica, safekeeping je posledica, da ta strošek je v glavnini za slovenske vrednostne papirje je na osnovi KDD-ja, on to ima v ceniku. Ne, to pomeni, on zaračunava borzni hiši, borzna hiša zaračunava to naprej. Ne. Bom rekel, strošek custody-ja tujih vrednostnih papirjev se tudi prenaša rečemo, od lokalnega skrbnika. Bom rekel, odnosa med globalnim in lokalnim nimamo, in pa do borzne hiše se tudi prefaktorirajo ti stroški. Tako da, zakaj je ta sistem mogoče malo dražji in ta, bom rekel, tradicionalen, vendar pa daje neko varnost. To pomeni tukaj, da bi kaj šlo narobe ali se bi komu kakšna delnica zgubila, je zminimalizirano na nič. Ne bom rekel, da se ne mora zgoditi, ampak bom rekel, sistem se je tako bruso zadnja desetletja, ne, tako da je robusten, ne, in ti daje eno varnost. Če pa govorimo danes o nekem o teh skrbniških storitvah, ki so tam do 0,1% portfelja, ne, bom tako rekel, kar pomeni pri 100 000 evrih je 100 evrov, to pomeni, da veš, da si ti zapisan, da kot delničar ali Krke ali Apple to stoji. Ne. To pomeni, da lahko tudi izpolnjuješ svoje delničarske pravice, če želiš in tako naprej. Seveda, večinoma strank tega ravno ne počne, ampak imajo to možnost. To je tudi del enega dela sistemske varnosti. Na drugi strani vedno pozabljamo malo pri borznih hišah. Borzne hiše so tudi dolžne hraniti vse podatke nekaj 10 let, to pomeni minimalno, to pomeni, da vsa ta dokumentacija mora biti pravilno in lepo sortirano, tako da če pride do kakšne poizvedbe, če pride do kakšnega vprašanja, se pač v nekem zelo doglednem času najdejo vsi arhivski podatki in se ve, to je kaj in pokoliko. Zdaj sem malo pobrskala, katere stroške še zaračunavajo. Aha, še en boš me mučila. Ne, samo na hitrco. Ne, ker bi vsem rada tukaj povedala, da pa nastajajo tudi drugi stroški, recimo za vzdrževanje stanja, nadomestilo za vzdrževanje stanja pač pri brokerju, za vzdrževanje stanja pri KDD-ju, za vzdrževanje stanja tujina, stroški obveščanja, potem vodenje računa, vzdrževanje poslovnega razmerja, pa imamo pa še strošek izplačila dividende, recimo.
Ja, to greva samo malo po vrsti. Strošek obveščanja je takšen. Če se stranka odloči za online, je to brezplačno, ker je pač gotovo tukaj ne. Če pa je zadaj pisna dokumentacija, stranka želi to dobivati v poštni nabiralnik, ne, je pa gotovo kuverta, papir, tisk, znamka, ne smemo pozabiti, neki materialni stroški nastajajo. Na tem pač, če stranka to želi, še vedno omogočamo, ne. Tako da, kaj so bili naslednji strošek je bil, kje smo še ostali? Na stroški vzdrževanja so več ali manj, pa stroški obveščanja. To stroški vzdrževanja sem jih prej pojasnil, so okoli 0,1, da je v Sloveniji v povprečju tu noter. Zdaj kakšna 100% plus minus, ampak tu noter smo. A vzdrževanje poslovnega razmerja, to je to? Vzdrževanje poslovnega razmerja... Ja, ampak ne, to je pa letno vodenje, to spada v letno vodenje transakcijskega računa. Ja. Ja. No, v glavnem, to se hotla, sam pač, da pač je malo več teh stroškov, se pa lahko tudi nabere, a ne. Drugače pa s tabo strinjam, kar se tiče tega bid-ask spreada, da je treba biti pa zelo pozoren pri brokerjih. Pri malih zneskih stranka ne bo zaznala, pri 100 000 bo pa videla, da se je ustrelila v koleno s takim manevrom. Da je vse 50... Ja. Vse greva lahko zdaj kar počasno naprej. Zdaj stroške smo obdelali, rekli smo, ceniki bi lahko bili bolj prijazni, ampak da imate v bistvu na začetku izpostavljeno tisto, kar večino strank konec koncev uporablja in najbolj zanima. Zdaj pa še ena zadeva bi me zanimala. Jaz sem preverjala pri brokerjih, če lahko razkrijajo, s katerimi delnicami oziroma z naložbami se je največ trgovalo v preteklem letu. Kaj so Slovenci največ kupovali oziroma kaj so največ prodajali, se pravi trgovali. Zdaj od slovenskih brokerjev nisem dobila, tudi od Ilirike nisem dobila nobenega odgovora. Na ATVP-ju menda, da te podatke od brokerjev dobijo, ampak to samo za lastno evidenco in analize, ne za javnost. Medtem ko recimo so mi pa posredovali te podatke iz tujih brokerjev, iz naprimer Trade Republic in Revoluta. Pa če lahko sam na hitrco povem, boš pa ti mogoče povedal, kako je pri vas. Zdaj, najbolj trgovana delnica pri praktično obeh brokerjih je Nvidia, med najbolj trgovanimi je še Tesla, potem so tukaj praktično vsi iz veličastnih 7, kot so Apple, Microsoft, Alphabet, Google, Meta. Od slovenskih delnic, recimo pri Trade Republicu, Krka in pa NLB, to je tudi pokazala analiza Ljubljanske banke, Ljubljanske borze, ki je bilo največ prometa za obema delnicama. Deva najprej pogledati delnice, pa greva pa na ETF-e. Kako pa recimo pri Iliriki? No, poglej, bom tako rekel, tudi mi ne razkrivamo, vendar to, kar so ti ponudili tuji providerji podatke, so ti podajali po market capu in pa tudi po volumnu. Za Slovenijo ne rabimo biti strokovnjaka, ne rabimo data digna delati, ampak bom tako rekel, najbolj trgovani vrednosti papir, pa ne bom rekel pri Ilirike nasplošno, že zaradi tega, če samo pogledam po prometu na Ljubljanski borzi, je gotovo Krka in NLB, tukaj se izmenjujeta. Potem pa pride en majhen gap, pa pride naslednja skupina, ki se potem povezan, kjer je potem skupina, bom rekel, zavarovalnice, Petrola, pozavarovalnice Sava in Telekom, potem pride pa še malo nižje, pa kakšna Cinkarna pride, potem se pa cela stvar zaključi. In če kar sem zdaj v bistvu ti naštel prva kotacijo. Tako da ni dobena znanost in tudi če pogledamo, kar so tuji brokerji povedali, Nvidia, pa malo Tesla, pa malo Apple, pa malo Microsoft, pa vseh ostalih 7 veličastnih, ti predstavljajo v bistvu v MSCI World Indexu, ki je pač nekako, bom rekel, predstavlja skoraj 25% celotne tržne svetovne kapitalizacije in to je to. Tako da, bom rekel, ja, ljudje se večinoma trgujejo za tistim, kar je tudi največje, oziroma bom rekel, odgovor je dost enostaven in bom rekel, bi bil presenečen, če bi karkoli bilo drugače.
Ja, mene pa je malo presenetila ta statistika, kakorkoli. Resno, Ja, ne, mislim, dobro, s temi delnicami, ki smo jih omenjali, o katerih se tudi zelo veliko piše in govori, to ne. Recimo na Revolutu je bil med kar visoko na 3. mestu NIO, to je kitajski proizvajalec avtomobilov, največ električnih avtomobilov proizvajajo, je pa delnica tako kar bila zanimiva, no, je bilo kar zanimivo dogajanje na tem trgu. Mislim, da je celo upadla za 43% v lanskem letu, ampak Slovenci smo pa kar precej trgovali s to delnico. Pa recimo zanimivo mi je bilo na Trade Republic Nike. Nike je imel orang krizo zdaj, Ja, ne, no. in je upadel za 29% v lanskem letu. Tako zanimivo je gledati, ne, medtem ko Adidas, ne, je pa zabeležil 32% plusa. Tako da, ne, Ja. Zanimivo, da se Ja, najde tudi taki, da dejansko to pride na lestvico top 10, no. To je zanimivo, ja, dobro, bom rekel, vsaki taki geni, naprimer paci, naprimer tukaj ljudje doskrat padejo v neko zgodbo, mislim, v nevarnost temu, mi rečemo falling knife, ne probaj ujeti padajočega noža, ne, ker se boš malo porezal. Potrebno je tukaj malo pogledati pod samo podjetje, samo poslovanje, mogoče iti štacuno pa pogledati sploh, kaj ti prodajajo, in če vidiš, da ravno imajo njihova kolekcija tak srednja žalost, ne, in ne, bom tako rekel, prav okoli Nike sem na zadnjem na letališču sem sedel, malo je bilo zamude, pa sem imel čas, pa sem rekel, nekaj si moram početi, in si šel štet ljudi, ki so pač v neki moji bližini sedeli, in sem gledal, katere znamke obutev imajo. Ne? Dobro, pri tem še nisem takega analize delal, ampak kar je bilo zanimivo, da sem približno od enih 35 oseb je samo 3 ali 4 so imeli Nike, vse ostalo so bile druge blagovne znamke, da jih ne bomo števati, pa nočem parafrazirati. To je signifikant, to je signal, da se pač te delnice ravno, pa ne zdaj razumeti, to je zelo moje, to ni stališče lirike, ne, ampak bom rekel, to je takšna field analiza, pogledaš, kaj ljudje nosijo, ne, tako da gospodinski pristop, ne. Ja. Vmes je še vodstvo zamenjalo Nike, ne, tako da... Ja, in bom rekel, ljudje na letališču, samo včasih, rečemo, mogoče 20 ali pa 15 let nazaj bi bilo vse 50% bi bilo v Nikecah, ne. Verjetno. Zdaj pa imamo, dobro, vse posod ne moraš take analize delati, ne, pri nekih potrošnih dobrinah, kjer je pa lahko pogledaš, ne. Ampak to, kar si ti rekel, se mi zdi zelo pomembno. Ljudje lovijo vroče zgodbe. In ena od vročih zgodb, ki je pa tudi prišla na lestvico top 10, je pa biotehnološko podjetje Novavax. To je pa res bizarna zgodba. Mislim, sam graf, če pogledaš, je neverjeten. Od začetka, v bistvu v prvi polovici leta je delnica pridobila 300%, potem pa je v drugi polovici leta upadla za, mislim, da skoraj 2/3, ne, v drugi polovici leta je sledil upad in skratka dramatičen upad, mislim, da skoraj 2/3, ampak pod črto je še zmer v plusu 70%. Ampak to so tiste, ki ljudje lovijo vroče zgodbe. Ukvarja se pa z razvojem zdravil za COVID in gripo. Okoli teh zgodb bom tako povedal, to so neke, rečemo, bom rekel, to je prišlo z časom COVID-a, bom rekel, z razvojem družbenih, socialnih omrežij, ker se stvari zahajpajo. Spomnimo vse tistih, kaj so bile GameStop, delnica je bila ena taka prvič na Robin Hoodu, kjer so naredili svojo grupo in se hajpali sami sebe. Seveda, in ko ti aktiviraš nekaj 10,000 mladcev po $1,000, narediš lahko pritisk na papir, ne. Tako da, jaz sem tako rekel, bolj ali manj se nekako osebno izogibam, ne, takšnim zadevam, ne. Na drugi strani pa ne moram reči, da sem pa čisto imun na momentum trading. To pomeni momentum strategije, ki so
bom rekel, sploh v lanskem letu so začele precej bolj dominirati, ne, ker neki value stocks, mislim, pa to je, kot da bi dinozaure gledal in to se nič ne dogaja, pa tam seveda vse je luštna vrednotenja, tako kot so me učili pred 30 ali 35 leti na faksu, ne, vse je špila, samo delnica se ne premakne, ne. Tako da ja, na drugi strani pa, bom rekel, strategija kupi delnico, ki je prebila all time high, ne, pa si v igri, ne. Tako da, ja, bom rekel, malo moraš miksati, ne, seveda zato pač rabiš malo več časa, pa neki ne bom rekel profesionalni pristop, ampak ni pa ravno to, da bi malo na avtobusni postaji malo prebdal neko novičko, pa potem že, ko se vsedeš na avtobus, kupoval na veliko, ampak kombinacija, rečemo danes, nekega growtha, momentuma, ne, bom rekel, za lansko leto, pa tudi jaz mislim, da še v letošnjem letu bo zmagovalna kombinacija kot pa value. Vse vem, ja, kakšni finančniki se bojo križali, vendar žal je tako, ne. Ja. Tako da, ne, in bom rekel, ja, price earning cost, ne. Pa dobro, to smo zdaj slovenski trg, ki spet malenko drugačna, ko rečemo zdaj ti globalni razviti trg. Ja, kombinacija growth in momentum, to bo kombinacija za letos. A te lahko nekaj, glede na to, da imaš res dolgoletne izkušnje, pa da mi povej, katera je bila recimo tvoja najboljša stava, pa najslabša stava v vsej tej tvoji zgodovini trgovanja, investiranja? No, tako da bom rekel, zdaj v odstotkih pa v papirjih ne bom rekel. Prvo, kar je, pohvaliti se moram, da nikoli nisem naredil masakra na portfelju, to pomeni, kar pomeni, da bi neki chapter 11 ali neki default doživel z papirjem v roki. To je drugo, kar je pa, da na drugi strani bom pa tako rekel, da pa mogoče včasih nisem vzdržal do kraja, ne, ker bom rekel pri donosu, ker sem prišel v točko, ker sem se sam sebe vprašal in sem gotovil, da sem v primeru minus 10% bom bolj nesrečen kot v caseu 10% plusa srečen. Ne. In takrat sem se odločil za prodajo, likvidacijo, pa potem je še papir šel 100% gor, ampak dobro. Tako da bom rekel, to je pa res, da ne maksimiziraš, ne. Drugo, kar je pa take zadeve, najlepše zadeve so se vedno iztekle, v bistvu, ker si bolj malo kupil, pa malo pozabil, pa nisi bral. Čeprav imam pa drugo težavo, da v mojem poslu se skoraj tega ne moram izogniti. Ne. To pomeni, da ne bi o tej delnici pač 2 meseca niti ne pogledaš, ne, ali pa tako malo ošvrtneš, ne, če vse še na mestu. Bom rekel, kar so pa bile po posameznih papirjih, tako bom rekel, neke lepe izkušnje imam za slovenskim trgom, to moram priznati. Ne. To pomeni ena taka long term buy and hold zgodba, vmes pobereš dividende, podjetja v zadnjih 5 letih so končno začela delati, bilance so začele cveteti, imajo, kako dolgo bo trajalo, v določenih sektorjih, panogah še bo gotovo malo trajalo to veselje. Ne. Za tujino pa bom tako rekel, da bi izpostavil eno posebno delnico, ki bi jo tako rekel, da bi naredila skozi neko obdobje 5-10 let, da bi nekaj 10.000 krat videla, take nizmam v portfelju. To pomeni, ker so pa, bom pa rekel, za enkrat moram potrkati. A lahko zdaj midva skočiva še na tvoje področje, 20 let si se ukvarjal z vzajemnimi skladi, zdaj bova pa midva sam pogledala na hitro, ker ponavadi vedno, kadarkoli se pogovarjam z DZU-ji, vedno rečejo, da je najbolj priljubljena investicija globalno razpršen sklad. No, tukaj je pa mogoče malce drugačna zgodba, ker so Slovenci največ trgovali z Vanguardovim S&P 500 ETF-om. In pazi to, distribucijskim, kar pomeni,
da se izplačujejo kvartalno dividende. To je bila številka 1. A te preseneča to? Ja, to me malo preseneča, zato, ja, tako bom rekel. Doskrat ti online provideri, ki imajo ETF-i, ko ti vstopiš na ETF, imajo v bistvu tako v trgovini, veš, tisto, kar je v višini oči, bom rekel, za kako cenejšo zadevo ali pa boljšo se možeš skloniti ali pa na prste povspet, in malo dvigniti rokco, tako da prvo kot prvo, ETF-i, ja, ETF-i so zgodba, pogledajte, ETF-i so zgodba zadnjih 20-25 let, v bistvu. Začel je BlackRock z njimi, v bistvu. BlackRocka so takrat spraševali, kaj se gre, da bo to je neko pasivno upravljanje, to je neko košarnice, niso bili takrat, bom rekel, trg je bil dosti konzervativno tega. Danes vidimo, da to je ena bolj priljubljenih oblik. To pomeni, kadar želiš hitro vstopiti na neki sektor ali neko geografsko okolje ali pa neki globalni miks, z nekimi nizkimi stroški, pač ti se brokerske stroške plačaš in dobiš eno dosti dobro distribucijo, ne dosti dobro, vrhunsko distribucijo, in so globalni hit, saj tudi danes je BlackRockovo premoženje v ETF-ih, ne bom ga zdaj glorificiral, se ni edini, ampak je pač največji, ampak gremo danes na 11-12 trilijonov dolarjev, to pomeni precej. Tako da ETF-i so definitivno, seveda tako, kot je bilo neko malo vprašanje okoli vzajemnih skladov ali kakorkoli. Tukaj je en clash, v bistvu prihaja, to pomeni, primerjamo definitivno. Če bi tako grobo pogledali, vzajemni skladi se jih deklarirajo kot aktivno upravljeni, ampak ne bom sodil o tem, to morajo drugi soditi, koliko so aktivno upravljani. Drugo pa je, da imaš eno pasivno obliko, čeprav že danes vidim, da se vedno več pojavljajo v ponudbi tudi aktivno upravljeni ETF-i. Niso več tako poredki, njihove provizije pa so nekje tam 30 do 50% so nad osnovnim provizijo ETF, ampak kar pomeni še vedno, govorimo globoko tam pod pol odstotka na leto. Da. Tako da to je, tako bom rekel, trg tukaj postaja, tukaj ta stiskalnica stroškov ta dela. In to največ, kaj je gotovo komitenti bojo pridobili. Se strinjam. A te lahko nekaj tukaj vprašam vezano, ker to dostikrat dobimo vprašanje od poslušalcev, da hoče kupiti nek ameriški ETF, ki nima KID-a, se pravi tega dokumenta s ključnimi informacijami, ampak o tem se zelo veliko piše po ameriških medijih, vsi tu spremljamo, Yahoo Finance, CNBC, Bloomberg in slišimo za tem. Slišam pa, da lahko tudi preko naših brokerjev kupimo tak ETF, ampak moramo podpisati en dokument, obratno solicitacijo, da se torej strinjamo in da smo seznanjeni z vsemi tveganji, če kupimo tak ETF. Ja, pogledajte, s temi KID-i in s tem dokumentom za stranke, to pač je Evropska unija predpisala celo zadevo, to pomeni. Drugo, kar je, da je bom rekel, določeni ameriški ETF-i res tega ne objavljajo. Da če gremo na njihove spletne strani, dobimo skoraj ekvivalentne informacije, samo pač, da ne piše na naslovu dokumenta KID. Tako da to ne kupuješ nekega žakla oziroma da ni neke metrike oziroma podatkov, s katerimi si opremljen. Tako da, ja, tako ste imeli določeni ponudniki to ponujajo, določeni ne, to je pač stvar hišne politike. Bom pa rekel, marsikdo, ki je, ampak govorimo to danes že predvsem o nekih nišnih zadevah, marsikdo, ki hoče globalno nastopati na trgu, je ta ETF še s tem KID-om opremi in ga je v bistvu zadosti potrebam.
Tako da, pa drugo, kar je, včasih se ETF-i na določenih trgih, identični ETF trži oziroma kotira z drugo oznako. To tudi koga zavede. Ne rabi biti. Naprimer, imaš isti ETF na ameriškem trgu, imaš ga pa tudi, ki kotira na Xetri. Nima pa iste oznake. Tako da, malo tukaj je potrebno pri ETF-ih malo si vzeti časa, pa malo prebrati, ker to je postalo že res enormno, pa malo prefiltrirati. Ne. Tako da, to je, bom rekel, vse ni dobena velika znanost. Ne. Če na Xetri kotira pa verjetno KID ima. Ja, tako da. Tisto ima, vse tisto. A greva mogoče skočiti, da ne bova zdaj preveč razvlekla, ker vem, da se ti mudi, pa bi vseeno mogoče skočila še malo na slovensko borzo, ker se obeta kar nekaj sprememb. Nekaj smo sicer omenjala, zakladne menice, na začetku pa tudi izdajo državne ljudske obveznice. Ne vem, če veš, minister Klemen Boštjančič je napovedal novo izdajo v začetku leta 2025, novo izdajo obveznice. Pa dajva mogoče to malo pokomentirati, kako je to vplivalo na poslovanje pri vas, za izdajo te ljudske obveznice. Verjetno se je povečal promet tudi pri vas in zanimanje številnih investitorjev, da bi tudi pri vas kupili obveznico. To je eno od enih ukrepov v bistvu oživitve trga kapitala. Tudi izdaja ljudske obveznice. Ne prepoznavamo samo tega, tudi vse sosednje države tukaj, bom rekel, pristopajo. Drugo, kar je, prvo je aktivacija domačega trga kapitala, domačega izobraževanja in pa aktivacija domačega vlagatelja. Na drugi strani pa tudi malenkost razpršitev v bistvu okolja, kjer se zadolžuješ. To pomeni, da Ministrstvo za finance ne gre samo do Merrill Lyncha in samo tam izda eno obveznico Merrill Lynch kupi in potem pač bom rekel, vezan na Merrill Lyncha in pa te velike. To pomeni, da imaš tudi neko bazo, neko zaupanje v domačem okolju, kjer v bistvu se lahko zelo normalno zadolžuješ. Tako da, bom rekel, ta del je definitivno, kdaj bo ali bo letos še, da bo v začetku poletja ali drugi polovici. Ne vem, sem pa tudi slišal, gotovo. Najverjetneje bi bilo smiselno imeti neki letni ciklus izdaje teh ljudskih obveznic. A mogoče lahko razkrijete, koliko novih računov ste odprli na račun te izdaje? Novih računov, ker moram za malo ločiti, ene so stranke, ki so bile, približno za 3% smo povečali število novih strank. Zdaj tudi zakladne menice postajajo zelo priljubljene med slovenskimi vlagatelji. To so se pohvalili tudi. Da. V zakladnici so pač povedali, da je to postal zelo priljubljen inštrument tudi za male vlagatelje. Kako vi to opažate? Ja, dobro. Ilirika je postala kot partner Ministrstva za finance, ravno da imamo to licenco, da smo primarno vpisno mesto za izdajo zakladnih menic. Seveda, tam mogoče eno zlato obdobje je malo šlo mimo, ker smo imeli, ker je bilo donos tam debelo 3,5. Seveda, zdaj se to spušča globoko pod 3 z zniževanjem referenčne obrestne mere, tukaj tudi pada, vendar bom tako rekel, ni še, v bistvu, seveda vedno se moraš vprašati, vlagatelj, kaj pa je moja alternativa, na drugi strani je debeli nič, V bistvu, če ne želiš ravno, če bom rekel po teoriji, da ker je to res najmanj tvegan papir, je to še vedno za stranko, ki, bom rekel, skoraj ne želi sprejemati dobenega tveganja, je to pač potem po davku pa levo, nekje tam dobra 2%, je še vedno dovolj lukrativna naložba. Tako da, gotovo vsaki taki kamenček ta vpliva v izgradnji skupnega mozaika, ker potem stranke se malo zanimajo, pa mogoče še to, pa morda malo premislijo, pa vidijo neke pozitivne učinke, da to ni. Tako da, še enkrat bom rekel,
v zadnjih par letih smo pač prišli do točke, ker bojo stranke mogle aktivne same skrbeti za svoje premoženje. Mimo so tisti časi, najverjetneje res mimo, ker si pač nekam prišel do nekega bančnega oknica, podpisal en depozit za 1 leto, pa se čez 1 leto vrno. To pomeni, banke ne bojo dajale, in to pomeni, ker nima, bom rekel, zaradi relativno visoke likvidnosti, tudi zakaj pa bi. Ja, ključno obrestne mere se bodo zdaj se še zniževale, za naslednje, mislim, že v letos bojo precej se znižale, tako da tukaj definitivno, kakor si dober povedal, debeli nič. Pa vsem bi mogoče zdaj še naprej šla, glede na to strategijo razvoja kapitala, se napoveduje tudi uvedba individualnih naložbenih računov. Pa če dovoliš, bi pa vsem tukaj Igorja Štembergerja citirala, to je lastnik in pa šef Ilirike, ki je prav rekel, da si ti strokovnjak za to področje, ki se bomo mi da pogovarjali, on je pa strokovnjak za druga področja. Ampak kaj pa rekel o teh individualnih naložbenih računih? Povedal je, da bo to zagotovo koristen in dober produkt namenjen malim vlagateljem. Pričakujemo povečano zanimanje vlagateljev za ta produkt, ko bo na voljo, in posledično upamo na prihod novih strank s tem v zvezi. Mar se do drug iz panoge pa reče, da ste fajn zlobirati. Ne, daleč od tega, to ni dobenega lobiranja, to je dejansko iniciativa, to ne pozna samo Slovenija, to ni naš eksperiment slovenski, tega poznajo marsikje. Tudi če pogledamo preko Atlantika, je malo bolj, ima zraven pokojninsko, poznamo IRA akante, poznamo te podobne račune oziroma poznajo v Italiji, poznajo, bom rekel, v Evropski uniji, tako da ne bom rekel, da to nič ni. Zadnja zelo enostavna zadeva je, da ustvariš eno manjše davčno ugodnejše okolje za stranke, ki so pripravljene del svojih prihrankov investirati v slovenski trg kapitala, nekaj prostora pa tudi pusti, da lahko pa investira globalno po svetu. To pomeni, ampak cilj je, da če hočeš imeti neke beneficije dobivati, mora biti nekaj premoženja investiranega v Sloveniji. Izvrševalo se? Se opravičujem. A izvrševalo se bo pa potem preko Ilirike oziroma preko drugih brokerjev tudi, ali ima kdo ekskluzivo tukaj? Ne, doben nima ekskluzive. Vsi, ki izvajajo, ki imajo licenco investicijskega podjetja, bojo lahko te račune odprli. Stranka bo odprla račun, stranka bo imela določene pogoje, bom rekel, osnutek je, kot ste ga videli, je v javni razpravi, tako da nobenih nič se tukaj ne izdaja. Na leto boš lahko vplačal toliko in toliko evrov in toliko od tega vplačanih sredstev bo toliko moglo iti v slovenske izdajatelje, ostalo pa prosto Prešerno. V zameno po nekem obdobju ne boš, kar pomeni transakcije znotraj niso predmet napovedi kapitalskega dobička. Če boš prodal po X ali pa rečemo 15 letih, se govori, ker pač imamo neko univerzalno stopnjo, boš izstopil z 0. To pomeni, in tudi dividende ne bojo obdavčene, bruto dividendo boš dobil. Tako da je ta en majhen push, seveda bo pa znesek omejen, to pomeni, da boš lahko nekaj, zdaj pač govorimo nekaj 5000, bom rekel, tu še vse odprto, bom rekel, ne boš mogel dati neomejenega zneska, ampak ravno to, rečemo, da lahko masa potencialnih vlagateljev nekako delno izkoristi in dobi neko davčno olajšavo v zameno. Če bo del tega premoženja, govorim del tega premoženja, investirala v slovenske izdajatelje. Kar pa ne pomeni, tudi pomeni obveznice, ni samo zdaj delnice. Ja. O tem bomo individualnih računih bomo naredili ločeno epizodo, ampak v osnovi si povedal, kaj je bistvo tega. A vi boste prilagodili zdaj svojo ponudbo v skladu z temi pač stopnjami? Gotovo smo budno spremljamo, bom rekel, zakon je v javni razpravi, ko bo prišlo potem do zakona, gotovo bomo takrat videli
neke ideje imamo, gotovo pa bomo to prilagodili in seveda več kot bo ponudnikov, večja bo neka konkurenca in to pač trg je pa svobodni in verjamem, da je učinkovit in ljudje se bodo odločili tam, kjer bodo videli, da bodo imeli največje možnosti oziroma koristi. Zdaj pa se še na hitro zaskočiva na kriptovalute. Za nekateri brokerji jih ponujajo, vi? Kriptovalute ne. Kriptovalute, bom rekel, zakonodaja, komaj mika zakonodaja je bila sprejeta, ne, to pomeni, da bi danes stranka lahko kupila neposredno Bitcoin. Ne, to pomeni, v tujih imajo, vendar to imajo ločeno, čeprav pač v aplikaciji vidiš to kot eno zadevo. Bom rekel, mi tukaj resno spremljamo, v bistvu ne vidimo, kakor ocenjujemo, da ta rečemo, naložbeni razred v delu ima perspektivo, ne, postaja del nekega sodobnega portfelja, še vedno pa tukaj seveda z neko zdravo mero, ne, kar pomeni isto, kot smo tam na začetku, ko smo se pogovarjali, sam se moraš malo opredeliti o prevzemu tveganja, seveda tukaj mogoče zguba ni 20%, je tukaj lahko nekaj več 10%, če gre kaj narobe, ne. Tako da pač to moraš spet malo v zakupu in seveda zbalansirati svoj portfelj, tako da bom rekel, da ima neko robustno obliko, seveda pri kripto pa si spet potrebno malo časa vzeti, ne. V bistvu ni zdaj vsak kripto, ne, to pomeni, v bistvu, pač poznamo za nekaj teh, bom rekel, teh starih mastodonov, ki imajo že celo neko uporabno vrednost, dobro, Bitcoin je bolj, jaz ga opazujem kot religijo, ne, drugi imajo pa celo neko uporabno vrednost, seveda, ključno, kar je tukaj zadaj, danes, ko o kripto govorimo zdaj samo o tečaju Bitcoina ali pa Ethera gor in dol, ne. Vse vem, zdaj se malo zapleta, ampak vseeno, kar hočem povedati, pomembna je tehnologija, ne. To pomeni, tukaj bo revolucija na financah, kar pomeni, ko boš ti na blockchainu lahko lastništvo vrednostnega papirja zapisal, to pomeni, kjer boš ti imel instantno poravnavo, ne T+1, T+2, zdaj. Ko boš ti danes delnico prodal, boš v tem trenutku imel denarna sredstva ali pa kriptosredstva, v kaj bo pač pariral tečaj delnice. Ko ne boš imel, potem ne rabiš skrbništva, ne rabiš samo blockchain monitoring tool in točno veš, kdo je lastnik, od koga si kupil in komu si prodal. Ta transparentnost je neverjetna, ne? In pa tudi hitrost. Tako da to bo ena revolucija. Seveda zdaj je neke špekulacije, ali bo Trump to dal Bitcoin pa svoje v nacionalne rezerve ga uvrstil in pa to, bomo rekel, to so zdaj malo borovne, ampak tehnologija je ključna. Ne? Tehnologija bo spremenila našo industrijo. Bo in je že spremenja. Ampak eno vprašanje, pred kratkim ste imeli na Iliriki kriptosvet, kaj pa se je zgodilo s kriptosvetom? Ja, pogledajte, kriptosvet je bil, bom rekel, pred 2 leti smo ga štartali kot neko bom rekel, laboratorijsko podjetje je delovalo, vendar bom rekel, zaradi nerazumevanja rečemo, deležnikov v našem poslovnem okolju smo se taktično odločili, da bomo to dejavnost s to dejavnostjo prekinili. Nič ni bilo narobe, nobena stranka, vse stranke, bom rekel, so bile precej žalostne nad našo odločitvijo, vendar bom tako rekel, ravno nenaklonjenost in nerazumevanje trga je pač nas nekako pripeljalo do te odločitve, da smo to zaprli. Ne. Bom rekel, žal. Ja. Okay, kaj bova rekla še za konec našim poslušalcem in gledalcem? Kakšen dober nasvet ima? Prihaja volatilno obdobje 2025, to je idealno okolje za ustvarjanje dobičkov v strani brokerjev, a ne vam paše, če raste ali pa če pada. Ne, to je res. Ja, brokerič, vsaj ti vedno, volatilnost je dobrodošla, za stranke pa tako bom tako rekel.
Če imaš neki zdravi portfelj, seveda zdaj, če ti uspe kak mal delček zatredati, pa v neke vrhe porežeš, pa nekaj nazaj ugodno vstopiš, ne, normalno si zmagovalec, se počutiš superiorno, ne. Bom tako rekel, če pa imaš en dober taki portfelj, pa včasih tudi kakšno obdobje pustiš in mal zaniha, pa nič ni narobe, ne. Bom rekel, največkrat se ljudje zapletijo, ko smo prej povedala, kot s tistim iracionalnim, emocionalnim delom nastopijo, ne, prepozno prodajajo, potem pa spet prepozno kupujejo in na koncu, bom rekel, več dela kot koristi, pa samo neka nervoza po nepotrebnem. Tako da lepo zbalansiran portfelj, primerna količina, izpostavljenost, ne, to pomeni, kar smo večkrat omenili in da, bom tako rekel, če nisi ravno profesionalec, to ti ne sme biti breme in moraš malo uživati. Tukaj moraš imeti en taki pozitiven odnos, pač to je sestavni del, ne, pa rečemo nekega dela, pač življenja in brez nekih cirkusov, to ni doben hokus pokus, no. Ta financije niso tako grozno, kot zgledajo. Mi včasih to malo tako začinimo. Mi malo to začinimo, da stranke ne razumejo tako dobro. Tako da, mislim, ampak bom rekel, bom rekel, ena zdrava kmečka pamet, ena logika razmišljati. Če si vredo karte razložiš, boš tudi, ko se bo borze stresle, boš dosmeren, ne, pa lahko potem, če še imaš kaj denarja na strani, pa lepo, ki dokup narediš, ne. Tisto, kar si ti danes delo noro drago, ne, pa imaš malo neko vstopno točko. Vem, ja, lažje je to vse govoriti, lažje je to, ne, ko pa gre za res, ne, pa ko, ne, bom tako rekel, ja, pa v nekem trenutku ni več dobro brati preveč novic, no, kar škodi. Zanč mi je rekel kolega, da ko pada, da ga ne boli toliko, kot pa ko raste. Da je bolečina večja, ko raste, zaradi tega, ker ne veš, kdaj izstopa. To govori predvsem o kriptotrgu, ker tam pa res lahko doživiš noro rast. Ne, to je tisto, ne, to, kar sem ti prej omenil, pač moja neka logika. Ko priš v točko, se moraš vprašati, kaj ti 10% plusa ti pomeni več veselja, ali bo 10% minusa večja bolečina, ne, in ko si ti to prevaga, ko rečeš, da je bolečina večja, prodaj. To je to. To je to. Mislim, a veš, med bolečino in zadovoljstvom, pač, ali pa veseljem, ne, se odločaš, ne, to je taka bolj, pa dela, no, ta metoda, pač. Se pravi, da ne smejo biti finance, ne smejo postati breme, ne, dobro, čisto za šalo tega ne smeš imati, ne rabiš pa zdaj tukaj doktorirati, no. Jaz tudi to pravim, tudi na Manihavo to govorimo, da finance niso obav in dejansko to ni neka znanstvena fantastika, da bi rabil doktorirati, a ne kot ti praviš. Je pa resno, če kupujemo kakšne delnice, je pa tukaj tebe vse malo več znanja, pa ETF-ih, mogoče malo manj, ko kupuješ košarico, a ne? Ja, zato ko pa začneš malo, z ETF-i pa si narediš, jaz vedno rečem, neke globalne zadeve, stranke kako najlažje razložim, ne. Predstavljaj si, da je tvoj portfelj pica, ne? To pomeni testo, naj bojo neki globalni ETF-ki od nadevo, ali bo bolj pikantno, ali bo vegetarijansko, ali morsko, ne? Pa je potem, ampak ti imaš substanco, to testo, ne? Se pica, jaz kaj zvem, 80% je, ali pa 70% je testo, ne? Ja, evo, lepo si to povedal, lepo si zaključil tole debato. Najlepša hvala za odlično debato. Hvala za povabilo, vse dobro vsem. Ok, hvala.